A takole, če jaz švigam, veš, ko, je kul, veš, bo šla zmontirala. Ali jaz sem tako spoznal, jaz sem v bistvu na splošno delu, kao sem ful poslušal rap doma pa to in je bila varianta, da takrat pa ni bilo toliko rapa v Ljubljani, sploh v Sloveniji. Jaz sem poznal pač, ne vem, sam slišal sem, da je en Stojko z Besa, kao da ima on Simon, kao ta BMX-er naš, kao, da ima on ful repa, pa za Aliena sem tudi slišal, da ima dosti repa nekaj doma, tako pač plošče, CD-je, karkoli, ne, albume, kasete, ne vem, vse smo imeli takrat. Tako da, pa na Radiu Študentov je pa rolal takrat tale MC Brane, no, on je isto imel pač, ne vem, te vdaje reperske, untre, tako da je bila isto varianta, da on je imel tudi dosti repa, tako da jaz sem hotel pač nekako pol v stik priti s temi ljudmi. Nekako vzporedno sem in Alija in Stojkota pač, no, zato ker je bilo, tako je prišlo, da pač, ko sem v BS, jaz na srednjo vzgojiteljsko gimnazijo hodil, smo imeli glih pri geografiji, tako, da si ven pogledal čez okno in si videl igrišče, na tem igrišču je pa Stojko vadil, kao svoj BMX pa to. In pa sem enkrat šel do njega, pa sem rekel, čau, jaz sem Klemen, nekaj pa to. To je še veliko pred mojo plato, pa vse ne. Delal sem pa tudi svoj rap že malo doma, pa to. Tako da sem imel že na kasetkah takrat posnet, ne, in Cash Pičke, pa to vse, razumeš, ene par komadov, Nataško, pa to. Tako da sem šel do njega, sem rekel, nekaj, pač sem slišal, da imaš ti ful repa, pa to doma, pa to. Tako da prek repa v bistvu smo se mi sploh spoznali, no. Prek tega, da smo si zamenjavali CD-je, plošče, kasete, tako da prek repa sem jaz spoznal Stojkota in Alija, ne, s tem, da Alija mi je pol pač rekel, pa ko je delal plato svojo, da če bi kaj repal gor, kaj vedel, da jaz repam, ne.